po letih 2000. Želim, da danes spregovorimo, kaj se je v bistvu dogajalo po Jezusovem vstajenju. Živimo v letu 2023. To je dolgo časovno obdobje od 1. stoletja po Kristusu. Obstaja dolga zgodovina človeštva, krščanstva. Bilo je mnogo vladarjev, mnogo duhovnih voditeljev. Obstaja veliko držav, kultur, religij, svetonazorov. Bilo je veliko napisano knjig za in proti Jezusovem vstajenju. Zato je pomembno, da si postavimo vprašanje, kaj imamo še sploh od trenutkov ali časa, ki se je dogajal tik po Jezusovem vstajenju. Letos me je ob branju Svetega pisma še posebej pritegnilo v času velikonočnih praznikov, kaj se je dogajalo po veliki noči. Pritegnilo me je zadnje poglavje Matejevega evangelija. Preberimo nekaj ključnih besed. Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sedel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo obličje je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji strepetali in postali kakor mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi: ne bojta se, vem, da iščeta Jezusa križanega. Ni ga tukaj, obujen je bil, kakor je rekel. Stopita sem in poglejta kraj, kamor so ga položili. Vrste oziroma to 28. poglavje Matejevega evangelija govori o času tik po Jezusovem vstajenju in po njem. Najprej se začne z opisom, da je nastal potres, ki ga je povzročil prihod angela, ki je odvalil kamen od Jezusovega groba. Stražarji so se prestrašili in postali popolnoma paralizirani kakor mrtvi. Angel spregovori ženam, naj se ne bojita. Jezus ni več v grobu, ampak je vstal. Vstajenje Jezusa od mrtvih je eno od glavnih novic Svetega pisma. Novica, ki jo kristjani oznanjamo že 2000 let, ki pa je mnoge razdelila na verujoče in neverujoče. To se je zgodilo takoj po vstajenju. Nekaj, kar je zelo opazno po vstajenju, ne samo neverjetna zgodba o Jezusovem vstajenju, ampak tudi razdelitev ljudi na dva velika tabora, verovati ali ne verovati v Jezusovo vstajenje. Poglejmo še nekaj vrst iz tega poglavja. Hitro sta zapustili grob in strahom ter velikim veseljem stekle sporočiti njegovim učencem. In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: pozdravljeni. Oni dve sta pristopile, mu objeli noge in se mu priklonili. Tedaj jima je Jezus rekel: ne bojta se, pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli. Ženi, šokirani, prestrašeni in veseli, kar sta doživeli na lastne oči, videle vstalega Jezusa, gresta povedati ostalim, da je Jezus vstal. Na drugi strani vidimo drugo skupino. Ko sta bili še na poti,
so nekateri iz straže prispeli v mesto in sporočili velikim duhovnikom vse, kar se je zgodilo. Ti so se zbrali s starešinami in se posvetovali. Vojakom so dali veliko denarja in dejali: recite, ponoči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo spali. In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pomirili in dosegli, da boste brez skrbi. In ti so vzeli denar in storili, kakor so jih poučili. Tako se je ta govorica razširila med Judi do današnjega dne. Stražarji so prav tako zbegani šli povedati duhovnikom, kaj so videli, kaj se je zgodilo. Da ta skupina ni hotela sprejeti Jezusovega vstajenja. Vojake podkupijo in se odločijo, da bodo razširili novico, da je vse to laž oziroma da so učenci ukradli Jezusa iz groba. Če pogledamo danes v Izrael, bomo hitro videli, da ortodoksni Židje ne verujejo, da je Jezus vstal od mrtvih oziroma da je to laž. Ta novica še je vedno danes sprejeta. Vidimo, da se je v samem Jeruzalemu ljudstvo razdelilo na dve skupini. Na eni strani skupina z učenci, ki so verovali, da je Jezus umrl za njihove grehe in vstal od mrtvih. Že v prvi Petrovi pridigi beremo, da je okrog 3000 ljudi zverovalo v Jezusa in se dalo krstiti. Da je vse bolj raslo število mož in žena, ki so verovali v Jezusa. Nekateri celo zagovarjajo, da je verjetno v Jeruzalemu zelo hitro zrasla cerkev na 100 000 ljudi. Na drugi strani pa imamo, kot smo že rekli, skupino, ki so tudi po vstajenju ostali Jezusovi nasprotniki. Judovski voditelji so dobili, kar so hoteli. Na svojo stran so pridobili svoje privržence, ki so preganjali prvo cerkev. Eden od njih je bil tudi Savel, ki pa se je spreobrnil in postal apostol Pavel. To je del zgodbe, ki se je začela odvijati po Jezusovem vstajenju. Lahko rečemo, da se ta del zgodbe odvija še danes. Je skupina, so ljudje, ki so odprti z vsem srcem Bogu in sprejemajo Jezusa svojega odrešitelja in odrešenika. In na drugi strani skupina, ki zavrača in ne veruje v Jezusovo vstajenje. V tem poglavju pa beremo še nekaj zelo pomembnega, kar ne smemo spregledati. Napisane so ene od zadnjih Jezusovih besed, ki jih je povedal, ko je živel še na zemlji. 11 učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Jezus tik pred svojim odhodom v nebesa poudarja nekaj zelo pomembnih resnic. Njemu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji. Potem da učencem nalogo, naj gredo in naredijo vse narode za njegove učence, naj jih učijo, kar jih je Jezus učil.
naj jih krščuje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Kaj naj rečemo mogoče glede Jezusove oblasti? A ima res vso oblast v nebesih in na zemlji? Za nebesa ne vemo, ker še nismo bili tam. Toda na zemlji, kjer je toliko zla, krivice, izkoriščanja, bolezni, trpljenja, pa bi lahko podvomili v Božjo oblast in avtoriteto. Tukaj moramo razumeti, kaj je Jezus s tem mislil, da ima vso oblast v nebesih in na zemlji. Govoril je o večni, popolni oblasti, ki jo ima, ne o neki trenutni, ki bo minula. To lahko zelo jasno vidimo v pogovoru med Jezusom in Pilatom. Spet je šel v sodno hišo in rekel Jezusu: "Od kod si ti?" Jezus pa mu ni dal odgovora. Tedaj mu je Pilat rekel: "Z mano ne govoriš, ne veš, da imam oblast, da te oprostim in oblast, da te križam." Jezus mu je odgovoril: "Nobene oblasti bi ne imel nad menoj, če bi ti ne bila dana od zgoraj. Zato ima večji greh tisti, ki me je tebi izročil." Jezus zelo jasno razloži Pilatu, kako je z oblastjo. Obstajajo začasne zemeljske oblasti, ki trajajo določeno obdobje, ki so dovoljene ali postavljene od Boga. Res je, Pilat je imel določeno oblast, s tem pa tudi odgovornost, kako bo z njo postopal. Na žalost je bil bolj pod vplivom množice, ki se je hotela rešiti Jezusa. Nimamo časa, da govorimo nadalje o oblasti. Toda dovolj je, da razumemo, da ima Jezus večno oblast, ki jo bo nekega dne razodel. Poleg oblasti smo že povedali, da je učencem dal tudi nalogo, naj oznanjajo, kaj jih je Jezus učil, in naredijo vse narode za njegove učence. Na prvem mestu je to sporočilo velike noči. Jezus je naš odrešenik, ki je umrl za naše grehe in tretji dan vstal od mrtvih. Vsak, ki ga sprejme za odrešenika, ima večno življenje. Na koncu Jezus da obljubo, da bo z njimi do konca sveta. Ali smo pripravljeni verovati nekomu, ki ima vso oblast in jo bo nekega dne popolnoma razodel? A želimo njegovo vodstvo in pomoč, saj je obljubil, da bo z nami do konca sveta? V kateri skupini smo? Tista, ki veruje in zaupa Jezusu, ali druga, ki noče sprejeti, verovati, kdo je Jezus in kaj je storil za nas? Dogodki po Jezusovem vstajenju so danes še kako živi. Mnogi smo spoznali in doživeli moč njegovega vstajenja. To lahko doživi vsak. Vprašanje je samo, na kateri strani želimo biti tudi 2000 let po Jezusovem vstajenju. Amen.